To je postal običajen prizor v britanski politiki. Predsednik vlade stoji pred govorniškim pultom, pred hišo številka 10 na Downing Streetu, našteva svoje dosežke, preden napove svoj odstop z najvišje funkcije v Združenem kraljestvu. Danes je bil na vrsti Keir Starmer in v njegovem nastopu je bilo čutiti pridih žalosti. To je nekdo, ki je očitno želel narediti najboljše za svojo državo, za svojo stranko, ampak stvar je v tem, da je bil slab politik. In bil je slab politik v državi, ki postaja očitno neobvladljiva. In to je nekaj, kar bo morda Andy Burnham spoznal v prihodnjih mesecih. Ampak poglejmo nazaj, kako je Keir Starmer prišel v ta položaj. Izvoljen je bil leta 2024 z ogromno večino, največjo večino za laboristično stranko po drugi svetovni vojni. Toda, že takrat so to imenovali večina brez ljubezni. Ljudje niso glasovali zanj zaradi tega, kdo je bil ali za kar se je zavzemal. Glasovali so zanj po privzetku, takrat bi lahko Združeno kraljestvo upravičeno imenovali dvostrankarska država med laboristično stranko, katere vodja je Starmer, in konzervativno stranko, ki je bila na oblasti od leta 2010 do 2024. In v tem času je niz finančnih napačnih upravljanj, škandalov, pandemija COVID-19 in Brexit pomenil, da je javnost izgubila zaupanje vanje. Zato so iskali alternativo. To je pomenilo, da je imel Starmer volilno koalicijo v bistvu vseh od levice do desnice in vseh vmes in poskušal je ugajati vsem. Nekatere njegove politike so bile bolj nagnjene v levo, še posebej njegove gospodarske politike, in nekatere so bile usmerjene na desno, predvsem njegova politika priseljevanja. Kar zadeva Izrael, je ostal precej na sredini. Zavzemal se je za priznanje palestinske države, kar se je na koncu tudi zgodilo, vendar pa je dejal, da ima Izrael pravico do samoobrambe. Zavračal je, da bi trenutno vojno v Gazi označil za genocid, vendar to ni bilo dobro sprejeto na vseh straneh političnega spektra. Menijo, da se ni jasno postavil na eno stran in vztrajal pri tem. Enako velja za veliko njegovih politik. In če so tvoje politike usmerjene tako na levico kot na desnico, lahko v večini primerov na koncu izoliraš vse. In to se je zgodilo s Starmerjem. Da bi se izvlekel iz take zmešnjave. Še posebej z drugimi zunanjimi dejavniki, kot so pandemija COVID-19, Brexit ter vojne v Evropi in na Bližnjem vzhodu. Da bi se izvlekel iz tega močvirja, moraš imeti močno osebnost. In to je nekaj, česar Keir Starmer ni imel. Nikoli ni pokazal čustev ali strasti, kot bi jih moral imeti voditelj. Edinič, ko sem ga osebno videl pokazati kakršnakoli resnična čustva, je bilo, ko je napovedoval svoj odstop in se mu je orosilo oko, ko je govoril o svoji ženi in svojih otrocih. In zmeda, ki jo je podedoval po 14 letih konzervativne stranke, se zdaj prenaša na njegovega naslednika, ki bo najverjetneje Andy Burnham, nekdanji župan velikega Manchestra. Ampak ali bo dejansko lahko dosegel kakršenkoli vpliv? Zanj bo težko. Njegova politika je zelo podobna Starmerjevi. Gospodarsko je razmeroma liberalen. Ima precej podobna stališča glede Izraela in Palestine. Bil je kritičen do Netanyahujeve vlade in širjenja naselbin, vendar pa se je vzdržal označevanja vojne v Gazi kot genocida. Toda Združeno kraljestvo je trenutno v nekakšni spirali propadanja, kar zadeva predsednike vlade. To bo že 6. predsednik vlade v zadnjih 7 letih. To je v Združenem kraljestvu nezaslišano. In to odraža nestabilnost, tako v politiki kot v družbi. Združeno kraljestvo ni več dvostrankarska država, kar je prvič, da lahko to resnično rečemo v povojni dobi. Zdaj pa narašča podpora levičarski stranki Zelenih. In v večini anket ima vodstvo desničarska stranka Reform. Če bi bile volitve jutri, bi bil Nigel Farage predsednik vlade. In vzpon teh nekdaj obrobnih strank je nekaj, s čimer se bo moral spopasti Andy Burnham. Laboristična stranka je odstavila Keir Starmerja, ker so menili, da ne bo mogel izboljšati svoje priljubljenosti in priljubljenosti laboristične stranke pred naslednjimi splošnimi volitvami leta 2029 ali 2030. Andy Burnham ima zelo močno in zelo simpatično osebnost in zato so ga morali na hitro spraviti v parlament, da bi lahko kandidiral kot vodja laboristov. Ampak stvar je v tem, da pravijo, da zlomljenega srca ne moreš popraviti. Ampak ali lahko Andy Burnham popravi zlomljeno državo?